odstranimo še to meliso in jo pripravimo pač za zelišča. Večino rib ima svoje imena in tudi svojega oskrbnika, da nekako vpeljem še vso družino. Medtem ko vrtnica, ki smo jo čisto porezali, je zopet tako šata, da se mi zdi, da je zopet potrebna malo rezanja. Zaenkrat sem jo zavezala. V prejšnji oddaji smo na 400 kvadratnih metrov velikem vrtu ob Dravi v Mariboru najprej pomladili grmičasto vrtnico in šipek, ki sta zastirala pogled na vrtno lopo. Travo smo požgali, pri tem pazili, da se ogenj ne bi razširil, in izkopali korenine. Na drugem mejnem delu okrasnega vrta grmovnic nismo preveč porezali. Pustili smo jih kot naravni zastoj pred sosedovim vrtom. Breskvi smo odrezali poškodovano vejo, malinam pa odstranili preperelo ogrodje. Nato smo se lotili zaraščene zeliščne grede. Ko smo pokosili travo, smo videli, da je greda v obliki polža. Če smo v prvem delu prenove tega vrta porezali vrtnice, breskev, japonsko kutino in jagodičevje ter odkrili rastline, ki še rastejo na teh dveh obrobnih okrasnih gredah, se zdaj lotevamo zeliščno-začimnega vrta. Ta je bil narejen v obliki polža. Opeko bomo ohranili, si rekel Sebastian. Tako v tem primeru, če že imamo material na vrtu, se mi zdi škoda tak material odstranjevati, nabavljati in si delati stroške z novim. So te opeke prav primerne, ampak sedaj jih bomo postavili drugače, ne po konci, temveč tako poševno po strani. S tem bomo v teh režah omogočili žuželkam domovanje. Vemo pa, da so kot so pikapolonice, divje čebele in pa čmrlji zelo dobrodošle žuželke na naših vrtovih, že zaradi oplojevanja. Pikapolonice, ker uničujejo uši, tako da se mi zdi, da naredimo še nekaj koristnega za sobivanje teh bitij. V tem primeru bomo odstranili vse poškodovane opeke, te bomo zavrgli. Te, ki pa so še nekako cele, pa bomo uporabili za ta obod. Torej bo greda okrogla, ne več te polžaste oblike. Rožmarin bo centralna rastlina. Pri odstranjevanju opeke smo ugotovili, da je ta zakopana tudi globlje v gredo. Pri izkopavanju smo tako potrebovali več parov rok. Čeprav tega rožmarina nismo najprej nameravali izkopati, ga zdaj bomo. Ampak glede na to, ja, res, da so bile opeke tudi v sami gredi, smo ta rožmarin že delno odkopali, sedaj ga pač žal moramo izruvati. Pri tem pač vedno pazimo, da res ostane čim več koreninske grude na koreninah. Jaz ga bom še obrezal, tako približno za polovico bom rastlino prikrajšal. Zakaj ga prikrajšamo? Ker smo ga sedaj ravno zmotili v tej spomladanski rasti. S tem pa rastlini pomagamo, da se bo dobro ukoreninila in da bo ostala še vedno vitalna. Odstranimo še to meliso in jo pripravimo pač za zelišča. Gre za izredno dišečo meliso, ki je vedno dobrodošla za čajne mešanice in podobno. Gredo smo nato prekopali, svežega substrata pa nismo dodali, saj je bila greda nekaj let zapuščena, prst pa dobre kakovosti. Ko Sebastian bo dovolj globoka? Ja, v tem primeru je sadilna luknja dovolj globoka. Sedaj delno korenine zasujemo. Dovolj bo zaenkrat. Rastlino privzdignemo, jo stresemo, tako da med te ostale korenine, kjer pač se ni več držala koreninska gruda na koreninskem sistemu, pride zemlja in da ni zračnih žepov. S tem rastlini zagotovimo maksimalne pogoje, da se bo zopet ukoreninila. Sedaj pa v to sadilno luknjo zlijemo kar obilno količino vode. Počakamo toliko, da zemlja popije to vodo in na to sadilno luknjo zagrnemo ter rastlino učvrstimo v zemljo.
Rožmarin je posajen, predlagam, da začnemo postavljati obrobo grede z te preostale opeke. Postavljali jo bomo tako, da nekako križno glede na te spodnje opeke, ki so temelj te grede, polagamo to opeko in s tem pazimo, da je v tem delu dovolj zemlje, da bo opeka, ki jo zlagamo, stabilna. To zelo razraščeno meliso predlagam, da še razsekamo na 3 dele oziroma razdelimo na 3 zaraščene sadike. Kot vidimo, je koreninski sistem zelo močan. Nas kar posadila ta del? Koliko prostora pa pustimo melisi? Kot vidimo, se melisa zelo dobro razrašča, tako da jo bomo nekje v 3 različne dele grede, morda je enakomerno, v tem primeru gre za krog, pa naj bo tudi zasaditev nekako simetrična. Kasneje pa, če bo treba verjetno malo krotiti in pa rečiti, tako da ne bo zopet kot agresivna rastlina prerasla celotne grede. Kako globoko pa? Rastline vedno posadimo ravno tako globoko, kot so dejansko prej bile izkopane, tako da je celoten koreninski sistem v zemlji. V tem primeru pa lahko odstraniva še en del korenin. V preoblikovano zeliščno gredo smo poleg rožmarina in melise posadili še timijan in meto, katere listi dišijo po pomaranči. Greda je na sončnem mestu. Za razvoj eteričnih olj in zdravilnih snovi imajo zeli rade sončne žarke. Na vrtu zadaj sem našla še nekaj netreskov, bi lahko to vključili v ta moj zeliščni gredico. Tako, netresk je kar znana stara rastlina, ki jo srečamo ravno na strehah hiš. Imenuje se netresk zato, ker so pač že pogani, stari Slovani in Grki verjeli, da kjer raste netresk, netreska strelja. Tako da je pa še druga dobra lastnost, zato se po slovensko imenuje ta rastlina tudi uhljek. Kajti, kadar nas bolijo ušesa, imamo vnetje ušes, nam ti listki, iz katerih izcedimo sok, pridajo prav pri boleznih ušes, pri vnetjih. Pa predlagam, da kar skupine posadimo par teh rastlinic, ki smo jih našli. Pa morda Irena nekaj na ono stran, jaz pa nekaj tu. Najbolje, da kar preobrneta posodo, ki je tako uničena. Tako je bila po nekaj urah dela videti nova zeliščna greda. Prejšnja je bila v obliki polža, nova je okrogla. S prejšnje smo ohranili meliso in rožmarin, ki smo jo izkopali, pred ponovnim sajenjem pa porezali. Na vrtu, ki ga obnavljamo, rasteta še leska in trstika. Veje obeh smo uporabili na zelenjavnem vrtu. Trstika je primorska rastlina. Le redko jo srečamo tu na celini. V tem primeru vemo, da je ta rastlina bila posajena na tem vrtu verjetno ravno z namenom, da si je prejšnji lastnik vrta lahko iz nje pripravljal opore za paradižnik in pa za ostale vzpenjavke. Pri tej rastlini je treba povedati, da jo moramo zelo previdno posaditi na določene dele vrta, kjer ne bo škodovala ostalim rastlinam, kajti ima zelo močno, hitro razrast in pa močne agresivne korenine, ki lahko hitro poškodujejo tlakovana tla, asfalt in pa kakšne škarpe. Tako, opore imava pripravljene, sadike paradižnika tudi in predlagam, da začneva kar nekako po vrsti. Prvo posadiva paradižnik, v tem primeru ga bova posadila po tem robu grede, nekje v razmaku slabega pol metra, torej na tako gredico, kot je ta, 2 paradižnika, tam pa še morda 5. Dobro, izlončimo sadike, kar pomeni lonček malo stisnemo, tako da čim manj poškodujemo koreninski sistem. Malenkost poglobimo sadilno luknjo. Pri paradižnikih ni slabo, če jih posadimo celo malo nižje
od mesta izrasti, s tem omogočimo, da bo paradižnik poleti imel tudi dovolj vlage in bo koreninski sistem razvil globje. Kot prvo oporo bova v tem primeru uporabila kar lesko. Leskove šibe sem predhodno tudi nabral ravno s tem namenom, ker sem videl, da na robu vrta raste leska. K tej leski bomo kasneje privezovali paradižnik, pa kar prosim še trstiko. To trstiko pa bova nekako, tako kot delajo v Primorci, z njo oporo za paradižnik pripravila oporo tudi midva. Torej dodala 3 veje trstike, ki jih dobro zapičiva v zemljo, da bo kasneje sama opora stabilna in bo držala paradižnik s plodovi. Sedaj bova zgornji del povezala samo še z vrvico. Tako, opore sva pripravila, morda še kako vprašanje. Ja, želela bi posaditi še por, kje bi bilo mogoče najprimerneje. Glede na to, da ste po dolgih letih zopet kultivirali ta del vrta, mislim, da je zemlja sorazmerno spočita, kar pomeni, da so primerne vse grede. Pri tem pa pazite naslednje leto, da ne bodo enake kulture rastlin posajene na isto mesto, da boste kolobarili, kar pomeni, če začnete s prvo gredo, pa je por letos na prvi, naj bo naslednje leto na zadnji. S tem zmedemo tudi škodljivce, enako pa storimo tudi z ostalimi vrtninami. Kam pa priporočate, da bi posadila grah, mogoče k tej ograji ali? Ja, glede na to, da je prejšnji lastnik verjetno namensko pustil to oporo, to ograjo, je primerna ravno za grah. Kasneje se pa drugo leto zopet ta opora prestavi nekam drugam, kajti vemo, da stročnice sorazmerno kar izčrpajo zemljo, kljub temu, da dodajo nekaj dušika. Je dobro ravno tako kolobariti in take opore prestavljati. Pred 3 tedni smo v oddaji predstavili 11 finalistov letošnjega izbora za naj ribnik v Sloveniji. Izbor se je medtem zaključil, zmagovalci pa so tudi znani. Znova smo jih obiskali. V imenu organizatorja vam predajam nagrado za osvojeno prvo mesto v kategoriji najlepši vrtni ribnik in vam predajam tale bon našega sponzorja. Hkrati bi tudi predal bon za osvojeno drugo mesto, in sicer za najlepši vodni motiv. Hvala. Ribnik družine Grilec je lani na izboru zasedel drugo mesto. Takrat je bil za polovico manjši, manjše in manj je bilo v njem tudi rib, medtem ko je rastlinje že lepo preraščalo skalnjak s potokom. Vsekakor je bolje, da se ribnik že v prvotnem splanira, da je zadosti velik. Če pa se odločite, kako smo se mi, da se ga poveča, je pa potrebno imeti dovolj debelo folijo, da se lahko folije varijo. Tanjših od milimeter se ne da variti. Potem pa se skoplje jama, se 2 folije in se na koncu poveže med sabo. Kaj ste takrat storili z vodo in z ribami, ki so verjetno že takrat živele v tem manjšem ribniku? Ja, kupili smo še en otroški bazen, 9 kubikov, ga postavili na teraso, vse filtre prevezali, ribe poskrbeli za ribe, za kvaliteto vode in potem se lotili dela. Sočasno smo pa jamo ročno izkopavali. Med posebnostmi pri vašem ribniku so seveda ribe. Te so zelo velike in tudi precej udomačene. Imajo tudi svoja imena. Ja, večino rib ima svoje imena in tudi svojega oskrbnika. Da nekako peljem še vso družino, vedno, ko pripeljem kjer ribo domov, jo podarim. To je naš vanilko, je zelo krotek, je mokašji ugon, velik 80 cm, tehta okrog 9 do 10 kg, star je pa približno 7 let. Po besedah organizatorja izbora ima ribnik številne posebnosti. Te posebnosti pa so seveda tele naši primerki rib, ki plavajo v tem ribniku, ki so izredno velike in tudi posebne vrste. Potem vsi ti dodatki, ki delajo celotni ribnik še lepše, to je potem tale vrtni bonsai, izredno lepo speljan potok, zaraščenost celotnega ribnika
Potem smiseln prehod skozi ribnik, edinstvena oprema, ki jo ima tale ribnik, tale novi redoks potencial oziroma dodajanje ozona, kar je tudi vidno pri čistoči vode. Ta ribnik ima globino 3 metrov, voda je kristalno čista in vidna so tudi tla ribnika. Na drugo mesto so spletni glasovalci uvrstili ribnik v kraju Križe blizu Kranja. Gre za slabih 4000 litrov velik ribnik, ki ga je najbolje videti s terase. Na izbor ga je prijavila hči, ki pa je za vodni motiv lokvanja prijela prvo mesto. Prvotno, takoj, ko smo začeli tukaj delati na tej parceli, smo posadili drevesa, tako da tukaj sta bili še 2 hruški. Potem pa, ko smo urejali celotno okolico, smo se nekako odločili, da pri hiši mora biti tudi malo vode, pa malo skalovja še, da ne bo samo trava. In najbolj primeren prostor se nam je zdel ta tukaj, da imamo pogled tudi z terase, pa je bilo potrebno potem drevesa odstraniti. Drugo uvrščeni ribnik je star 3 leta. Zanj skrbijo vsi člani družine. Čiščenje ribnika, nabava kakovostne opreme ter vzdrževanje je Janezovo delo, ki pravi, da je bilo najtežje postaviti skalovje. Hči skrbi za ribe, soproga pa za rastline. Poleti ob njem pogosto poseda tudi mehkodlaki član družine. Tretji uvrščeni ribnik v Lešah nad Prevaljami je nastal pred več kot 15 leti iz jame nad leškim rudnikom premoga. To ograjo, bom pa priznal, sem pa naredil takoj, ko sem zvedel, da sem bil nagrajen oziroma izbran s 3. mestom in sem na večini fotografij in posnetkov videl, da imajo ribniki mostičke, ki so zelo aktualni. Sem rekel, bom pa še jaz enega naredil in sem kar vzel brezov les, da ni treba barovati, zabil količke, pritrdil in imam tudi svoj mostiček. Zdaj v jeseni je ribnik bolj pust, rastline ste že pobrali lokvanje? Ja, lokvanje niti nisem letos nič pobiral, ampak jih je toča pobrala svoj davek. Mislim, da jih je 3-krat popolnoma uničila toča, teda kar se tega tiče, je bilo čisto uničeno, ampak jaz sem tudi s temi jesenskimi barvami zdaj zadovoljen. Izrazite zelene barve, mah dobi svojo barvo. Mislim, da je tudi jeseni veliko barvo v ribniku, tako da je bolj gol, če tako rečem, ampak so pa barve kljub temu bogate. Sredi julija, po skoraj 3 mesecih, vrt Vesne Breznik ob Dravi v Mariboru kaže drugačno podobo. Predvsem zelenjavni vrt je videti drugačen, bolj poln seveda. Kaj ste z njega že pobrali? Ja, smo že nekaj, 2 melancana smo že pojedli, tudi tu in tam si kakšen poris pulimo. Brokoli tudi, sicer še ni bilo dovolj za juho iz brokolija, ampak za zelenjavno juho z dodatkom brokolija. Vsi nestrpno čakamo paradižnik, imamo pa izredno dosti solate, ki jo delim med sodelavce, prijatelje, pa tudi za nas dovolj ostane. Kako so se obnesle opore, ki smo jih postavili takrat v paradižnik, so zdržale, še držijo pravzaprav? Zaenkrat še držijo. Ploda je tudi kar nekaj, tako da mogoče bom naslednje leto malo više naredila. Vidim tam, da so mogoče malo prenizke določene, ampak drugače pa je odlično. Kaj pa ste v tem času naredili, torej v 3 mesecih, kako ste uredili ta zelenjavni vrt? Predvsem raziskujemo, se učimo. Oba z možem sva zelo radovedna, tako da tudi če nam kdo kaj pove, da se nekaj tako ne naredi, se moramo o tem sama prepričati. Zelo žal nama je bilo, ko je prvič padala toča, tako da sva se odločila in dala zaščito proti toči, ker je čisto drugače, ko nekaj sam pridelaš, se mi zdi, da delo ne moreš, nima cene, tako da se splača to narediti. Drugače pa ja, učimo se, ugibamo, ugotovili smo, da je mogoče malo premali, vse bi radi dali na njega, vse bi radi sprobali, sploh stvari, ki jih imamo zelo radi. Tako da zna biti, da bomo mogoče še podaljšali za kako gredico. Ste pa nekaj sadik oziroma nekatere vrtine celo sami že posejali in imate sadike? Ja, to mi je posebno zadovoljstvo, dosti bolj, kot da bi kupila sadike, mi je, da sama posejem. To, ko prihaja iz zemlje, je meni
neko nepopisno veselje čutim, sploh če potem uspe. No, nekaj solate sem sama, tiste kumarce, sicer malo pozno, ampak jaz sem rekla, moje bodo. Ste pa pobrali tudi nekaj sadja. Ja, predvsem smo zaenkrat pobirali sadje, zelo bogato je rodila naša višnja. Naredila sem 7 litrov višnjevega sirupa, 6 litrov višnjevca, kosmul smo kar nekaj pobrali, te smo kar pojedli, maline. Smo se tudi odločili, da bomo naslednje leto malo okoli malin očistili in malo več posvetili nege tudi malinam, ker jih imamo zelo radi in so zelo lepo uspele. Ste se pa v tem času lepo razrasli tudi zeliščni vrt in pa okrasna greda, v bistvu, ki meji na drugi vrt. Predvsem imam tukaj meta pa bazilika, kar rožmarina se je zelo lepo prijel in nisem verjela, da bo uspel naprej. Medtem ko vrtnica, ki smo jo čisto porezali, je zopet tako šata, da se mi zdi, da je zopet potrebno malo rezanja. Zaenkrat sem jo zavezala, ampak res raste neverjetno, no nisem mogla verjeti po tistem drastičnem skubljanju. In kakšni so torej občutki, ko takole prvič pridelujete svojo zelenjavo in pobirate cvetove svojih okrasnih rastlin? Ne morem opisati, no, zaradi tega, ker sama sem se včasih, ko je kdo rekel, da grem na vrt, nisem razumela, zakaj. Mislim, kako je lahko to nekomu užitek, če lahko gre na kolo ali pa lahko gre nekam na izlet. Samo to, mislim, to delo, ki je tu, je v bistvu sprostitev, to ni delo, pa še potem imaš nekaj svojega. Sploh pa odzivi okolice. Naprimer, nisem se slišala svojo botro, naprimer 20 let, pa me je takoj po oddaji poklicala, mi delila nasvete, pa to res neopisno lepo.